Dobrodošel v dnevnem podkastu, kjer raziskuješ najpomembnejša vprašanja življenja skozi misli in nauk starih stoikov, kot so Seneca, Epiktet in drugi. Vsak dan ti prinaša novo lekcijo o življenju, prilagojeno za človeka v modernem času. Današnja stoična misel je od Seneca, moralna pisma. Mirnosti se ne morejo okleniti, razen tisti, ki so dosegli neomajno in trdno moč presoje, ostali neprestano padajo in se dvigajo v svojih odločitvah, kolebajo v stanju izmeničnega zavračanja in sprejemanja stvari. Kaj je vzrok za to nihanje? To je zato, ker nič ni jasno in se zanašajo na najbolj negotov vodnik, ki je splošno mnenje. Konec citata. Sledi kratka razširitev te misli za modernega človeka. Seneca tukaj govori o notranjem miru, ki ga lahko dosegamo skozi močno in neomajno presojo. Zato je potrebna jasnost mišljenja, ki se izogne nihanju med sprejemanjem in zavračanjem stvari. Pogosto se zanašamo na splošno mnenje drugih, da bi se odločili, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo. Toda to je negotov vodnik, ki nas lahko vodi v napačno smer. Pomislite na situacijo, ko ste sprejeli odločitev, ki temelji na mnenju drugih, ne pa na lastni presoji. Ste kdaj kupili nekaj, ker je nekdo drug rekel, da je dobro, ne pa zato, ker ste sami ocenili, da je dobro? Ste kdaj sprejeli odločitev na podlagi tega, kaj mislijo drugi, ne pa tega, kar mislite sami? To so tisti trenutki, ko se nenehno premikamo naprej in nazaj, zavračamo in sprejemamo stvari, ker se zanašamo na negotovo vodilo splošnega mnenja. Seneca nas spodbuja, da si prizadevamo za neomajno in trdno moč presoje. Da razvijamo svojo sposobnost jasnega razmišljanja in sprejemanja odločitev, ki temeljijo na našem lastnem razumevanju in presoji. Notranji mir in mirnost sta dosegljiva, ko se naučimo zanašati na svojo lastno presojo, ne na negotove vodnike. Ne pustite, da vas vodi splošno mnenje. Razvite svojo moč presoje in dosegli boste mirnost, ki jo Seneca opisuje. Kot pravi Seneca, nič ne osrečuje toliko kot ljubeča in zvesta prijateljstva. Zato podeli to epizodo z nekom, ki ti je blizu in ne pozabi slediti podkastu, da boš lahko obveščen, ko bodo objavljene nove epizode starih modrosti stoikov. Želim ti polno preizkušenj in poguma v tem dnevu.